dobro jutro. Današnji dan se je tako začel, da sem najprej spisal na novico o prenovljenem setu Leonu, pa me pa Jure poklical pa rekel, da moram nujno na Vransko peljati en dosti zanimiv avto. Drugače pa veš kaj je dosti fajn pri tem Volvotu, ne? Da mu pustiš, da on pele, pa on če je zadovoljen, če to res lahko sam naredi. Je dosti usluženja, veš, in pol če te malo v roke zebe, narediš takole. On pa vmes malo prevzame. Sem že na Vranskem in danes vam dejt s tole lepotico. Veš, na tale moment, da bom jaz zagnal motor Giulie in se odpeljal prvih par metrov, sem čakal kar dolg časa. Hey, beautiful. Radio, tebe ne rabim niti malo. Prva, elektronska ročna, spustim. Se že peleva. Drugače pa znana zgodba, ne? Alfa Giulia je v tem trenutku ali pa utegne biti totalna rešiteljica Alfe. In če ta avto ne bo takšen, kot bi moral biti, potem ne vem, kaj lahko Alfa sploh še naredi, da se izvleče iz svojih dolgoletnih težav. Po prvih par metrih je jasno, da je volan izredno neposreden, pa zelo odziven. Točno tako, kot je Alfa obljubljala oziroma napovedovala. Wow. Ne vem, kako ne rečem, no, ampak čista prvi občutek je tak, kot da bi vozil en avto, ki je mogoče celo za razred nižji, to se pravi veliko bolj kompakten, skrajšal medosno razdaljo in to je že ta prva stvar, ki mi je pri tem avtomobilu všeč. Velja omeniti, da bo Giulia na voljo z dvema dizelskima motorjema, prvi bo ponujal 150, drugi pa 180 konjskih moči, pa z enim bencinarjem, ta bo ponujal 200 konjev. Tisti malo zahtevnejši vozniki bodo pa lahko izbrali opremo Veloce, tista bo v dizelski izvedbi ponujala 210 konjev, v bencinski pa kar 280 konjev in pospešek do 105,3 sekunde. Vrh ponudbe bo pa jasno predstavljala izvedba Quadrifoglio s 510 konji, ki jih proizvede V6 biturbo motor. Ajde, mogoče povem še ceno, ne? Giulia bo na voljo od 29.990 evrov, to je točno tale. Vidiš, ko ima samo en izpuh, to pomeni, da je 150 konjska, dizelski motor. Je pa treba upoštevati, da je to uvoznikov 4500 evrski popust, ki bo veljal sam do konca novembra. Tako da fantje, punce, tisti, ki ste se napalili na ta avto, ne? Če hočete imeti popust do konca novembra. That's it. Lej, a je to slučajno Giulia Quadrifoglio? O ja, danes bom pa hiter. Kljub temu, da je podlaga mokra, pa da je vse skupaj zelo spolzko, pa da avto res dobro gre, moram priznati, da nos zelo lepo zagrab zavoj. In se vidi, da so Italijani tukaj naredili veliko za to, da so avto res dobro pripravili, ne samo na športno vožnjo na običajnih cestah, ampak tudi na vožnjo na, recimo, poligonih pa dirkališčih. In takoj tukaj na Vranskem se na mokrem asfaltu pozna, da ima avtomobil kar nekaj problemov vso moč spraviti na zadnje kolesa oziroma z zadnjih koles na asfalt. Inštruktor centra varne vožnje tukaj iz Vranskega pravi, da je ta avtomobil opremljen s karbonskimi zavorami, kar pomeni, da se utrudijo bistveno poznejš kot zavore na drugem testnem avtomobilu bele barve, tako da se že malo veselim, da se usedemo tudi od drugega, ker tista avto je pa opremljen tudi z ročnim menjalnikom, pa da vidim, kakšna je razlika v vozniški izkušnji. Kot sem rekel, še tabela z ročnim menjalnikom. Zdaj pa kaj nisem povedal, ker sem se peljal v prvem avtomobilu, ne? Ta prva stvar je to, da te školjke res lepo objamejo, da volan lepo sede v roko, pa da je krmiljenje, po mojem mnenju, res natančno uglašeno. Če nisi potrpežljiv s plinom, elektronka takoj poseže in to razmeroma grobo, je pa res, da imam jaz v programu en, kar pomeni, da je to ta prvi ali pa recimo skoraj izhodiščen program, ki ga ta avtomobil ponuja. Na voljo sta pa potem še tista prvi malo bolj športni, ki se imenuje Dynamic in pa seveda logično Race. Videl, da ne bom preveč komentiral, ampak mislim, da vam je jasen, da ta avto zgleda kar opasan, a ne de? Pa še en fukiš detajlček, lej, pržge se je z gumbom na volanu. Drugače pa največji fail dneva je pa to, da se postavim pred Alfo, pa zagrabim ključ od Volvota, pa začnem pritiskati kot idiot, 20 sekund, da se odklene, zakaj se odklene, da se odklene, pa je bil. Dobro, da sem bil sam, ne, ker pa je bilo narodno sam meni, če ne je bilo še vsem ostalim okoli mene. Drugi fail dneva, prijatelju nesem čelado, gledam bolj malo okoli sebe in čov. Veš to, hlačnica, čevelj. Dajmo reči, da mi nogica plava v vodi. Jaz sem na poti v pisarno, ura je pa 15 do 4. Kdaj bom pa dan prišel? I have no idea. Se po eni strani, a ima sploh še smisel, da jaz danes karkoli posnamam, če sem se že peljal z Quadrifoglio?
A ni hecno, kako dan začneš z vožnjo 500 konjske pošasti po enem takem improviziranem dirkališču, zaključuješ ga pa tako, da bašaš ene konce papirja v svoje čevlje, zato ker si stopil na eno bedno lužo. Ups and downs, people, ups and downs.